Kaj verjamete v čudeže? Čudeži se dogajajo. Čudeži se res dogajajo. Morda se včasih nam zdi, da se ne dogajajo čudeži, zato ker morda gledamo z našimi očmi, kaj bi čudež moral biti. To, da jaz danes tukaj stojim, je čudež. A lahko daš našo sliko od familije gor? To je 2 leti nazaj skoraj. Žena in 2 čudovita otroka. Ko se nisem nikoli predstavljal, da bi bil sposoben nekoga sploh voditi. Biti vzor nekomu. Sploh se nisem predstavljal, da bi lahko stal v odspredju pa delil Božjo besedo. To je čudež. Danes, ko ste se pogledali v ogledalo zjutraj, ko ste vstali, ste si mislili, morda bi moral pridigati Ron Brown v cerkvi, pa zdaj smo dobili ta ogrizek Dejana. Jaz sem se oblekel isto, kako sem bil gor na tisti reklami. Danes, zjutraj, ko ste se vstali, dostikrat našim fantom sem rekel, včeraj smo se dobili in sem rekel, jutri zjutraj, ko vstanete in ko se bomo mi videli, vi naredite odločitev, da se bomo imeli dobro. To je to v nas, kako nam Bog da videti današnji svet z njegovimi očmi. In on nam kaže, kje so čudeži in na kakšen način vidimo lahko čudeže. Ko se danes pogledal zjutraj v ogledalo, si lahko videl čudež, lahko si pa videl, kaj bi moralo se spremeniti na sebi. Nisem lih tako, kakor bi moral biti, malo drugačen in tako naprej. Sem mojo hčerko vprašal, ki je imela 4 leta, sem rekel, ti Bjanka, a veš, kaj jaz delam v službi? In rekla, ja, vem, ko pogledam, popravljaš glave, je rekla. Hočem vam dati samo prispodobo tega, da z mojimi očmi, ko gledam na stvar čudeža, ali ko gledam na stvar, kako vidi moj otrok, ali pa ko gledam na stvar, kako vidi naš vsemogočni Bog, je velika razlika. Moja mala hčerka, ko sem si mislil, da sploh ne razume tega, zakaj se sploh gre, je ona v svoji mali glavi to razmislila na tak način in rekla, popravljaš glave ljudem. In sploh se nisem mogel to skonzumirati in načuditi se in vedno in kamorkoli grem, delim to stvar. Pričevanja se dogajajo takrat in čudeži se dogajajo takrat, ko hodimo in korakamo v Božji volji. Čudeži se dogajajo takrat, ko smo v njegovi prisotnosti, hodimo in slišimo in vidimo, kam nas on usmerja, takrat lahko se čudeži dogajajo. Da vam povem zgodbo, kako sva bila midva z ženo v Teen Challenge-u na Češkem. Jaz sem bil tam na zdravljenju 1 leto in pol, ne vem, a veste moje pričevanje? Ne. No 1,5 leta sem bil v centru za odvisnike Teen Challenge na Češkem, zato ker tukaj v Sloveniji takrat še ni bilo centra. In uspešno zaključil program, z ženo sva se poročila, pravim, da drugi, ki pridijo domov iz drugih držav, prinesejo magnet za na hladilnik, jaz sem pripeljal ženo. Ja. In moje srce je vedno gorelo to, nobeden od vodij, nobeden od direktorjev, nobeden ni vedel,
da sem se jaz molil Gospodu in rekel sem, Gospod, ko boš ti poslal človeka in bo rekel s temi besedami, zdaj je čas. Takrat bom jaz vedel, da moramo iti v Slovenijo. Seveda so vsi vedeli, to je bilo že 5. leto, ko smo bili na Češkem. Že 5. leto. In molili smo, kdaj bo ta čas. Ampak vedel sem, da se moram jaz še ojačati, da bom znal v Sloveniji, ko bomo odprli center, da bomo vedeli, kako postopati z odvisniki, kako voditi neki center. To ni mačji kašelj, biti glava v prvih bojnih linijah. In jaz se molim in pride direktor do mene in mi pravi, koliko časa še hočeš biti ti tu na Češkem. Sem rekel, ni od mene to odvisno. Če je treba 2, 3 leta, 5 let, kolikor bo potrebno. Odleti direktor v Italijo in se dobi z Matjažem Horjakem, direktorjem centra našega, v Italiji na konferenci in pravi, kaj misliš, pravi Matjaž, za Dejana, a bi prišel v Slovenijo, da lahko odpremo center, rabi mi personal, rabi mi ljudi za to službo. In sta se sprehajala po plaži, Matjaž vedno pravi, da je bilo kakor takrat, ko je Jezus na pesku risal, je rekel, še danes ne vem, kaj mi je narisal direktor iz Češke. In pravi, ko pride nazaj, to je bilo 1,5 do 2 meseca po tistem, ko sva se midva dobila v pisarni, ko mu je rekel, koliko časa še rabi biti. In ko je prišel k meni, me je povabil v pisarno in ko je direktor na Češkem povabil v pisarno in ti dal neko pijačo za pit, si vedel, da je to pomembno. In pravi, Dejan, čas je. In v tistem momentu sem začel jaz jokati. In on v skrbeh, kaj je? Jaz nisem mogel priti do sape. Jaz sem samo videl, da je Gospod videl mojo pripravljenost biti še tam 2, 3 leta, koliko je pač za potrebe. On je videl v moje srce, koliko sem jaz pripravljen žrtvovati. In rekel, čas je. In Gospod želi, da korakamo v njegovi volji. Tam se dogajajo čudeži. Tam, ko stojimo in hodimo v njegovi volji, ko ne hodimo v slepo ulico, pa se moramo vračati nazaj, ampak že na začetku slepe ulice vprašamo Gospoda, je ta pot prava ali je tista, in te usmeri in ti prikrajša muke v življenju. In potrditev za potrditvijo je bila. In sem vedel, da dobesedno v tistem momentu nas je Gospod takole na rokah nosil. In največje pričevanja v teh trenutkih so bile, ko smo hodili dobesedno v njegovi volji. Dobesedno takrat, ko veš, da je to, ko imaš potrditve. Molila so se ženo, da rabimo denar za preseliti se v Slovenijo. Mislim, da je bilo takrat 3000 kron, da so se molila, da rabimo 13,000 kron, da imava za prideti v Slovenijo. In greva tam v cerkev, ki je, parkrat sem delil besedo, v cerkev, ki je Renata odraščala. Greva v tisto cerkev in med pridigo, ko pridiga pastor, sem dobil na srce, da mu dam eno tako lepo uro. Ful sem si jo želel to uro kupiti, kupil sem jo v centru in sem ga poklical, sem rekel, pastor, imam na srcu, vem, da je to od Boga, da vam dam uro. Jo, je rekel, kaj uro bo žena ve, sem rekel, bo zvedla, ne? Tako bom zamujal datume. In
in greva nazaj v center, ko se to vse pakiranje, vse teh stvari, in prideva midva nazaj v to cerkev, da se posloviva, in me pokliče pastor v pisarno in pravi: "Lej, Dejan, tudi jaz sem se molil Gospodu in Bog mi je dal jasen odgovor, da ure si ne bi nikoli take kupil, ne morem se na to privoščiti, ampak vedno dam na dar za službo." In mi je dal kuverto, ker je bilo točno 13.000 kron, kolikor je bilo treba. In spet ta jok, tisti, ki sem prej govoril o tej pripadnosti, ta jok, ko si rečeš, kako ozko me drži on pod okriljem, kako mu je mar za mene. Ampak prvo zahteva on od nas, želi si, da korakamo v njegovi volji. Prvo to. In jaz sem dostikrat videl, da Gospod pač to, kar sem bil, ne išče Gospod kvalificiranih, ampak kvalificira poklicane. To smo že mnogokrat slišali verjetno, po vseh cerkvah, da jaz se nisem mogel nekaj takega predstavljati, ampak Bog je od mene zahteval, da naredim svoj del. V Titu 2:11-14, Tit 2:11-14, razodela se je namreč Božja milost, ki rešuje vse ljudi. Vzgaja nas, naj se odpovemo brezbožnosti in posvetnim poželenjem ter razumno, pravično in res pobožno živimo v sedanjem veku. Ko pričakujemo, da se bosta uresničila blaženo upanje in pojavitev slave velikega Boga in našega odrešenika Jezusa Kristusa, ki je dal sam sebe za nas, da bi nas odkupil iz vse nepostavnosti in nas zase očistil kot lastno ljudstvo, ki je vneto za dobra dela. Ki je vneto za dobra dela. Kaj pomeni, tam je napisano 12, vzgaja nas, naj se odpovemo brezbožnosti. Vzgaja nas, preden mi sploh govorimo o vnemi za dobra dela. Veste, ko je nekdo žar ima, je vnet za dobra dela, gori za dobra dela. Prej, ko pride do tega, da ti goriš za dobra dela, moraš prvo vedeti, kaj so dobra dela. Bog v odnosu te daje v eno tako specialno globino zavedanja, kaj so dobra dela, ker je napisano tukaj, vzgaja nas in on nas je odkupil. Da povem, včeraj se je zgodilo eno pričevanje. Sva šla z ženo, smo šli nekaj pojesti z otrocmi in zraven nas se je zaparkiral avto in mi gremo, pridemo nazaj in zraven nas dol pri avtu je bil en tak plišasta igračka. In ženo se pogledava, vzameva to, otroci celi navdušeni, da so dobili novega plišastega medvedka, in so razmišljali, so rekla, lej, dava na bližnji avto telefonsko številko in napiševa gor, če je nekdo zgubil tega plišasto igračo, naj prosim pokliče. Ne vem, kako vi razumete določene dobre dela. Človeku lahko je to čist normalno, da to naredi, ampak nekomu morda ni. In ta punca je poklicala, a daš lahko sliko gor? Ta punca je poklicala in jaz sem imel priložnost pričevati. Jaz sem prišel na parking pred Interspar in ta punca mi je povedala svojo zgodbo. Je rekla, veš, to se ne vidi dan danes. Je rekla, veš, koliko pomeni ta medvedek za mene? Jaz sem ravno naredila maturo in babi mi je kupila to
In za mene je to dragocen medvedek. A kaj že, myš, ali kaj je to, miš? Ne, myš. Jaz sem rekel, a boš tako prijazna, pa mi boš poslala sliko. Je rekla, bom. In sem imel priložnost deliti svojo zgodbo, kdo smo bili prej, kaj smo delali. In jaz vam govorim, da nas Gospod vzgaja, zato ker on nas je odkupil od teh starih navad, stvari, razmišljanja, nas je odkupil. A veste, kaj pomeni odkupil? Dal nekaj, kar je imel najrajše. In to je dal svojega sina na križ. Kot tisto nivo, ko je našel človek na nivo in je najdel zaklad notri, je šel stran in je dal vse, kar je ljubil. Ne vem, kaj vse je on dal, ampak vse, kar mu je bilo mar, da bi kupil tisto nivo in prišel do tistega zaklada. To smo mi. On nas je odkupil, zato ker je videl ceno. Je videl potencial, ker morda ljudi so obupali, ker morda ljudi niso videli potenciala, zato ker Bog nas je ustvaril na specialne, nas je ustvaril po njegovi podobi. On je to videl in nas vzgaja za dobra dela. Veste, jaz sem se pogovarjal z našimi fanti, enkrat se je zgodilo to, da sem prišel na parking in sem spregledal, da je bilo treba plačati parkirnino. Sem prišel nazaj, pogledam, vidim, zraven je bil avtomat, nisem plačal in sem prvo se zahvalil Bogu, da nisem dobil od redarstva, pa bi lahko se odprlo vrata in bi rekel, hvala ti, Gospod, ker si mi prišparil 50 centov. Bi se usedel v avto in bi se odpeljal stran in bi slavil Jezusa in bi prilagajal Božjo besedo temu, da bi sedela za moje pravila igre v življenju. In to dostikrat počnemo. Bog nas vzgaja. Jaz sem vzel listek, sem ga plačal, sem ga vrgel v koš. Dobra roba se sama hvali, je tako? Koliko kiksu sem jaz v življenju naredil, njih še vedno delam, ne bomo debatirali. Ampak Bog nas vzgaja, kako živeti kot malega dojenčka nove hoje v Kristusu. In to naši fantje, ko pridejo v center, morajo priti do tega spoznanja, da prvo pridejo sploh do teh solz, katere jih točimo, da se pride do enega spokorjenja. In te fantje pridejo do tega, da in nas vse, ne samo fante v komuni, vzgaja Božja beseda. Prva Mojzesova 1:27. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi. Po Božji podobi ga je ustvaril moškega in žensko. Bog nas je ustvaril in v nas je nekaj dal, kar nas razlikuje od živali. Kaj je dal v nas, kar nas razlikuje od živali? Duha Svetega. Duha Svetega. Veste, dostikrat podelim to zgodbo o tem, da mi, ko živimo po duhu, se podobamo njegovi podobi, ko živimo po mesu, se obnašamo kot živali. Ne glede na žrtve, ne glede na to, da bi prišli do svojega cilja, ni važno, koliko ljudi pomendramo okrog sebe. Ni važno, koliko ljudi okrog sebe prizadenemo. To nas Gospod spodbuja, da ko hodimo v Božji besedi in njegovi prisotnosti, da se zavedamo, koga imamo na ramenih, da se zavedamo, da živimo po duhu. In to nas razlikuje. Dostikrat vidim jaz in sem videl, kako smo se mi obnašali v življenju, ko smo bili v krempljah nekoga, ki nas ni ustvaril. Ko nas ni ustvaril. Mi smo ustvarjeni
specialno. Za neka je napisano Rimljanom 6:13, ne izročajte svojih udov grehu, da bi postali orodje krivičnosti, ampak izročite sebe Bogu kot ljudje, ki so prešli od smrti v življenje, svoje ude pa izročite Bogu, da postanejo orodje pravičnosti. Zdaj se predstavlja tako, Bog te je ustvaril na en specialen način, z nekimi spretnostmi, darovi, talenti, zato da boš neko orodje, ko bo prinašalo radost, neko orodje, katero bo nosilo ta bitost, bo nosila Božjo besedo in bo spodbujala in bo dajala življenje. Ustvarjen si bil na en specialen način. Vsi smo bili na specialen način ustvarjeni. Mi se dosti ukvarjamo selitve, sečnje dreves, to je, s tem se preživljamo in ta denar pride v naš center, da lahko več in več ljudi spozna Jezusa. In jaz sem prinesel eno stvar za sabo. Kaj veste, kaj je to? To je nož za kruh rezati. Zdaj, ker je koronavirus okrog, moramo biti pozorni, da je bencin zraven za razrečilo. Vidite, to je, samo ne kazati okrog zdaj teh slik. Bojo rekli, Dejan je prišel v cerkev. Glejte, poglejte to stvar. Zakaj sem prinesel to stvar? To stvar je nekdo dobro razmislil, kako jo napraviti. Zato, da bo brezhibna, zato, da te ne bo pustila na cedilu in jo je ustvaril z nekim namenom ta človek. Je ustvaril to stvar zato, da bi narezal drva, za kurjavo, da bi se grel, za koristne stvari. Isto, ko je Gospod nas ustvaril z enim namenom, da prinesemo nekaj dobrega, nek dober, češko se reče šmrnc, miris, kako se reče, kako opisuje Božja beseda? Sol tega sveta, luč tega sveta. Kaj smo mi temu svetu? Upanje. Dej, kar rečete, kaj smo mi temu svetu? Okus temu svetu, da prinese nekaj takega. Bog nas je ustvaril, da nekaj takega prinesemo. Predstavlji se, da ta orodje pride v roke nekoga, ki ima slabe namere. Ko mu je čist mar za to orodje, kako se z njim ponaša, ali je veriga zategnjena ali ni, ali ima bencin, bencin mora biti, da to dela. Ampak čist mu je vseeno, kako bo s tem se obnašal. Za svoje zdravje, za zdravje okrog sebe in za namen morda temu, da se pride preko neke ograde in do nekega pokrade. In dobesedno tako dostikrat mi naredimo v našem življenju. Se prepustimo v roke nekoga, ko nas ni ustvaril. Bog nas je ustvaril za dobre namene, a mi se dostikrat prepustimo v roke nekoga, ko mu je mar za nas. Mar. Ko nas hoče okrasti, oblagati, uničiti, ampak še prej skozi nas uničiti čim več drugih. Zato, ker Gospod tukaj pravi in hudič, poznate verse, poznate vrstice, zato, ker je napisano tukaj, da Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, ne izročajte svojih udov grehu, da bi postali orodje krivičnosti. Ne delati tega. In dostikrat svoje naše ude izročimo, ampak izročite sebe Bogu kot ljudje, ki so prešli od smrti v življenje. Zavedaj se,
od kje si prišel. Bog ima moč iztrgati iz te teme in dati v luč. Iztrgati, ko je strgal mnoge z nas. Dobesedno je prišel in iztrgal iz krempljev suženjstva. Dobesedno iztrgal iz krempljev suženjstva. Zavedajmo se, iz kje smo prišli. Svoje ude pa izroči Bogu, da postanejo orodje, ki bo prinašalo tisti namen, za katero je bilo ustvarjeno. Zato, ker Gospod te je ustvaril na en specialen način, z specialnimi darovi. Vsak ima druge darove. In Bog je tebe ustvaril in te kliče k sebi in ti reče, lej, izroči se v moje roke, zato ker ti bom jaz ti bom povedal, kje so slepe ulice, zato da ti ne bo treba trpeti. Jaz ti bom povedal, kje bomo skupaj jokala za tiste ljudi na širokem putu. Jaz ti bom pomagal v tem. Ko živimo po duhu, veš, ker imaš tisto veliko zavedanje, da je tata tu. Včeraj smo šli na Žusterno in že nekaj časa nazaj se je zgodilo to na naši punci, samo 2krat smo se obrnili in ni bilo več na plaži. Te Eli, Tamali. In kar naenkrat smo jo najdli, nekdo je prinesel, na parkingu je bila čist daleč, nekje Boga, šnorhal je imela tako gor, očala gor in je šla čez glavno cesto v sneg bar, pa nazaj na velik parking, se pravi 15 minut smo jo iskali, jo je nekdo prinesel. In ko tisti otrok me je mene zagledal in jaz njega, ni bilo nobenih debat, kje si bila, kaj si delala, vse. Z njene stvari je bilo tata, z moje strani je bilo punca moja. Veš, ko imaš zavedanje, kako močno je to, ko si stran od tistega, ki te je ustvaril. Veš, kako močno je to, ko si rečeš, in potem dosti ljudi si reče, mi je sram priti nazaj, ne vem kako nazaj. V tistem momentu, ko se je treba vrniti nazaj, je objem, pri Gospodu je zmeraj, da te prihvati, da te objame, da ti da tisto, kar tisti moment rabiš, da te stisne, da te objame in da ti pove, veš, pogrešal sem te za tisti trenutek, ko si bil odsoten. In padeš na kolena in si rečeš, wow. In dostikrat mi se izgubimo na en tak čuden način, zatavamo v neke stvari, dostikrat zavestno, dostikrat nas potegne ta tok tega sveta nekam stran, dostikrat vse, kar nas se ponuja, ste veliko žlico v tem svetu se ponuja danes, nas nekako potegne preč od njegove prisotnosti, ampak on nas vedno kliče nazaj in si reče, sam pridi. Eno tako pričevanje je o tem, da je en tata rekel sinu, veš, na vrtu imam tisto skalo, ko imam tam, jo pejdi in jo izkoplji. In jo prestavi na drug del vrta. Sin gre in koplje in se muči in pride za tata in reče, tata, ne gre tata.
In reče, pejdi nazaj in skoplji tisti kamen. Gre nazaj in se trudi, koplje vse in mu ne gre in pride pred očeta in reče, tata, jaz tega ne zmorem. In je rekel, pejdi znova tam in razmisli, ta kamen hočem imeti na drugem mestu. In on v tistem momentu ni vedel, kako več. In je rekel, pa tata, pomagaj mi. Rekel, sine moj, non-stop sem jaz zraven tebe. Ma vprašanje, kolikokrat me ti poprosiš mene, da lahko delava skupaj. In dobesedno to, ko delamo mi dostikrat, da Gospoda damo na sovoznikov sedež in si rečemo, zdaj bom pa jaz vzel balanco v roko in jaz vozil ta avto, kamor si jaz želim. In tako je bilo v našem življenju, ko sem živel v odvisnosti. Dobesedno sem vzel balanco v svoje roke. In ko sem spoznal, da moram sedeti na sopotnikovem sedežu, mi je bilo prikrajšano polno muk. Efežanom 2:10. Njegova stvaritev smo. Ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela, zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli. On nas je vnaprej pripravil. In ko sem bral to, da bi v njih živeli, da bi v dobrih delih živeli, ne me napačno razumeti, Biblija ne govori samo o dobrih delah, ampak da po veri delamo te stvari. In mi je prišla ena taka slika, veste, ko si cel na novo spreobrnjen, vse gre lahko, cel si v navdušenju, haleluja, mi vse zmoremo in vse je nekako šlo lahko. A se spomnite teh trenutkov, ko govori Božja beseda, vrnem se nazaj k prvotni ljubezni, vrnem se takrat, ko je bilo vse lahko, tako, veš, čutiš metuljčke v trebuhu, ko čutiš, ko si zaljubljen, kar je Matjaž danes govoril, ko si zaljubljen. In jaz sem dobil eno tako sliko. Mi imamo koze in imamo 10 kozličkov. 10 kozličkov. In tisti kozlički, ki pijejo mleko, se mu ni treba kaj dosti potruditi, zato ker je lih prav velik, da prije podvime, pa da tako dvigne glavo in pije mleko in ga vidiš, kako mu je mama tako čudovito naklonjena, kako je on pride do tega živeža lahko. In sem dobil eno tako sliko, da kako rabimo mi v življenju biti. A mi daš od ovce sliko. Vidite ste tukaj, da je jagnje že malo večje. Kaj je rabilo narediti to jagnje? Past na kolena. In dostikrat nas Bog poziva na tak specialen način, zato ker se tam deli Božja beseda, on daje kruha, on daje besedo, katera je kot dvorezen meč. In je treba, da smo v enem zavedanju, da ko se pride zraven k temu živežu, to, kar pride tista mana za vsak dan, da pridemo malo drugače, kot raztrešeno, sej z entuziazmom, z navdušenjem, ampak da pridemo, da pademo na kolena in da se rečemo, Gospod, lej, brez tebe sem nič. Daj mi tisto, da me poživi mene in da lahko nahranim tudi jaz druge. Da padeš dobesedno na kolena in da si rečeš,
Hvala in čast tebi, Gospod. Jaz verjamem, da ta slika v meni je pustila en močen pečat, kako sem dostikrat prišel pred mojega Gospoda na en tak čuden način. Veste, že nedolgo nazaj sem podelil v cerkvi, vsake toliko imajo pred kraljico izbor, da lahko vsakdo ga izberijo in da pridejo tam pred kraljico in ga pripravijo tega človeka, da ima lahko kosilo s kraljico. In to je velika stvar, to te pripravljajo en mesec, to ti pripravljajo, kako ti lahko pristopiš zraven, to ti pripravljajo, kako hodiš, te pripravljajo, kako se prikloniš, te pripravljajo, kako, super, se mi naredil že knedl, veš. Te pripravljajo na zunanji vzgled, te pripravljajo na to, kako prideš zraven in da ne smeš hrbta obrniti. In sem si rekel, kako mi pristopamo lahko k našemu Gospodu? Oni te ušminkajo tam samo na zunanje in te nekaj naučijo. Naš Gospod pa nas uči in vzgaja in odprtih rokah je, ampak nas vzgaja, da pristopimo z eno ponižnostjo. Ponižnostjo je zato, ker imamo zavedanje tega, kakšno dediščino imamo. Zavedanje tega, iz kje nas je odkupil in kaj je dal, da nas je povabil v večno življenje. Da pristopiš na en tak način, kako je to zraven, da ko prideš k temu živežu, da si rečeš, Gospod, lej, kako da si mene izbral? Kako da si mene izbral? Da padeš na kolena in da mu rečeš, lej, Gospod, hvala ti za vse. In oprosti mi za tiste, ki sem prišel k tebi samo takrat, ko sem te nekaj rabil. Kolikokrat naredimo na en tak način. In jaz sem videl, kako je pomembno, da imamo zavedanje, koga imamo nad sabo kot očeta. Amen. Tudi zaradi tega, ko pristopimo na tak način, s tisto besedo ravnamo na en previden način. Zato, ker je opisano v Bibliji, da je ta beseda kot dvorezen meč. Jaz moji hčerki ne bi mogel dati ostrega noža v roke, zato ker bi sebe poškodovala in bi lahko poškodovala tudi ljudi okrog sebe. In dosti krat, ko sem vam rekel tisto zgodbo prej o tem fantu, ko je bil, je govoril, kaj bi morali drugi delati in na kakšen način, in dosti krat prav s to besedo, katera bi morala prenašati življenje, pičimo nekoga in pustimo okrog sebe ljudi z brazgotino. In ljudje imajo izkrivljen pogled dosti krat potem sploh na Boga. Z dobrimi deli pokažemo dosti krat, kako Bog ljubi. Je prišel en fant v komuno k nam in mi je rekel, Dejan, mnogi so govorili o Bogu, kakšen je Bog, kako Bog pristopa. Je rekel, ampak ti si mi pokazal, ko sem je oblekel, objel, se me nisi sramoval, si mi pokazal, kako Bog deluje in kakšna je njegova ljubezen. In to se je dosti krat dotakne ljudi, ko je Dragan reč, ne obupaš nad recimo odvisnikom, mi delamo pač z odvisniki. Jaz dam klobuk dol in tisti, ki delajo na drugih področjih z mentalno prizadetimi, z drugimi, ki trpijo okrog. Mene je Bog poklical v to in mi je pokazal dosti krat, da so prazne besede in da je treba pokazati z dejanji. In v prvem pismu Korinčanom je napisano, ni vas veliko modrih po mesu, ni vas veliko mogočnih, ni vas veliko plemenitih po rodu, nasprotno, Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta noro.
jaz si to prevajam, kakor za nas. Mi smo bili res utrhanci. Sej kontekst v biblijski govori o nečem drugem. Ampak mi smo bili res utrgani. In dostikrat ljudje so dvignili roke od nas, da bi osramotil modre. Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta slabotno, da bi osramotil tisto, kar je močno. Bog si je izbral tisto, kar je v svetu neplemenito. Veste, kaj je jalovo? Jalovo, neplemenito. Tisto, kar ne prinese sadu. Tisto, kar ne prinese nič dobrega. Tisto si je izbral Gospod, da lahko prinese nek sad. Tisto, kar ni bivajoče. Biblija je opisuje o tem, da brez duha smo kot mrtveci. Da bi onesposobil bivajoče, da se pred Bogom ne bi ponašalo nobeno meso. Iz njega pa ste vi v Kristusu Jezusu, ki je za nas postal modrost od Boga, pravičnost, posvečenje in odkupitev, da bi se, kakor je pisano, tisti, ki se ponašal v Gospodu. Samo v Gospodu. Tisti, ki se ponaša, ne se samo v Gospodu. In mi smo se prej ponašali bilo s katero stvarjo. Kakšni nesmisli? Kdo je več popil? Kdo je konzumiral večjo količino? Kdo je imel več punc? To je še dan danes v svetu se dogaja to. Amen.